Kaj menite, da so glavne prioritete med predsedovanjem Slovenije Evropski uniji? No, o prioritetah seveda je že vse določeno, tudi če jaz kaj menim o tem, katere naj bi bile, to nima nobenega pomena. Je pa jasno, da bo Slovenija vendarle nek tampon med predsedovanjem Portugalske in pa Francije, tako se je pokazalo. Zdaj, če bo seveda ta okoljska problematika vendarle usplamtela tudi v celotni Evropski uniji, potem ima Slovenija kar velike možnosti, da tukaj pravzaprav na nek način postavi svoje ime tako, kot je treba. To je prav gotovo eden od tistih izzivov, ki se nam zdi pomemben. Je pa seveda vprašanje, koliko bo parlament pri tem pravzaprav imel moči in možnosti sodelovanja, saj se že zdaj kaže, da ga vlada na nek način odriva v stran, pa tudi kakšen od nastopnih govorov je povedal pravzaprav to, da se celo predsedovanje poskuša privatizirati znotraj recimo ene skupine strank, kar pa mislim, da je ob vsej deklarativnosti o enotnosti, o skupnem nastopanju nepotrebno in odveč. Pa tak program, kot ga je predstavil premijer Janša, se vam zdi v redu? No, ta program že poznamo dolgo časa, ta program seveda podpiramo, mi sicer nismo šli v pakt o nenapadanju, smo pa takrat povedali, da pri nas tudi beseda kaj velja in ni treba podpisovati nesmiselnih dokumentov. Pa se vam tako podpisovanje, kot je na primer so storili pri socialni demokraciji, zdi vredno oziroma se vam zdi sprejemljivo? In kaj imajo od tega zdaj, ko je v bistvu premijer Janša rekel, da to nič ne velja, da je to mrtva črka? Pa bi vas sam še vprašal, kaj si želite za novo leto oziroma za Božič? No, želje so vedno novoletne, Božič ima želje tako ali tako jasne. Za Božič si vedno želimo mir in spokojnost. Za novo leto si pa želim, da bi ves svet seveda živel v večji usklajenosti kot doslej, da bi nam seveda tole predsedovanje ne povzročilo preveč težav in da bi se tudi po 30. juniju še vedno vedeli, kje smo doma. Najlepša hvala.